Gledate Gorenjska poročila na GID TV. 27. marca se je začel, preteklo soboto pa je 47. teden slovenske drame za letos zaprl svoja vrata. Občutki so dobri, izjemni. Jaz mislim, da je festival spet pokazal, da imamo slovensko dramatiko zelo močnost, da je tudi uprizarjanje slovenske dramatike še vedno konstantno in mislim, da smo lahko veseli nad vsem tistim, kar smo letos na festivalu videli in doživeli. Če torej na hitro preletimo preteklih nekaj dni. 13-dnevno dogajanje je zaznamovalo 17 predstav, 8 tekmovalnih, 5 spremljevalnih in 4 mednarodne in seveda kopica drugih spremljevalnih dogodkov, ki skrbijo, da slovenska dramatika ostaja živa. Mogoče bi omenila ena novost, da smo imeli seminar, audiodeskripcijo za ljudi, ki slabo vidijo. To je mogoče ena novost, ki upam, da bo v prihodnjih letih pomagala gledališčem, da približamo tudi tej skupini dramsko besedo. Ostalo so pa neke konstante, ampak to ne pomeni, da je to nekaj ustaljenega, da je nekaj dolgočasnega. Vsaka taka stvar vsako leto prinese nekaj novega. Nekaj novega je bil letos višji delež žensk pri snovanju tedna slovenske drame, tako med avtoricami besedil, avtoricami projektov, režiserkami, kot tudi v samem vodstvu festivala. Nekaj novega pa vsekakor niso finančne težave, s katerimi se srečujejo zadnjih nekaj let. Zanimivo je, da je včasih, ko denarja vse manj, v slovenski kulturi opaziti vse več žensk. No, o teh ženskah je tudi Simona nekaj govorila. Med direktorji slovenskih dramskih gledališč, na primer, smo že v večini. In tudi letošnji festival je bil, kar zadeva nosilnih vlog, skoraj povsem v ženskih rokah. Upam, da to ne pomeni, da ženske vedno pristanemo tam, kjer denarja ni, in pa čaramo tako kot med domačimi stenami. Spodbudno je, da število mladih dramatikov in sama kakovost slovenske dramske besede narašča, kljub krčenju finančnih sredstev. In če bi se vsi tisti, ki odločajo o višini sredstev za kulturo, zavedali, kaj pomeni imeti v državi čim več kulturno razsvetljenih in ustvarjalnih ljudi, potem kultura ne bi bila nekje na zadnjem mestu, ampak bi se zanjo tepli. Ampak vsi veste, kako je nevečkrat ponovadi. Za sva ministrstva se stranke tepajo, kulturno pa pač eni ostane. Tako je na kritičen način Drnovščkova ogovorila oblasti in državo, ki nimajo posluha za kulturnike s svojim mačehovskim odnosom do kulture, ki pa bo prav zaradi prevelikega krčanja sredstev potonila v še večje duhovno brezno. Kljub temu je sklepne misli zaključila optimistično z upanjem, da se bo stanje nekoč spremenilo. In tako optimistično gledališčniki drvijo naprej proti 48. tednu slovenske drame.